Živijo, moje ime je Tilen Zabljen in sem raziskovalec na oddelku za agronomijo. Zdaj, čili je zelo zanimiva rastlina, ker v bistvu vsebuje snovi, ki jih ne najdemo v nobeni drugi rastlini, torej te snovi, ki so zaslužne za pekoč okus. In v bistvu imajo ogromno nekih zdravilnih lastnosti, kar bi vsakemu človeku lahko pomembno doprineslo k zdravju. Čili bi mogel zanimati vsakega, zato ker ga v bistvu se z njim srečujemo vsak dan, v vsakdanjem življenju, če ne drugega s kakšnimi kremami proti bolečinam in pa seveda v kulinariki. Ja, čili me je presenetil prvič, ko sem bil študent. Takrat sem se tudi bolj spoznal s temi pekočimi plodovi in v bistvu takrat sem se jaz odločil, da bom raziskoval čilije. Raziskujemo, kako se čili med seboj razlikujejo po vsebnosti teh pekočih metabolitov. V poskusu gledamo medvrstno variabilnost med različnimi čiliji, predvsem v vsebnosti kapsaicinoidov. In s tem ugotavljamo samo sestavo, torej profil, torej pekočine in pa seveda, kateri so najbolj primerni za predelavo, da dobimo optimalen izkoristek pekočine. Zmotno je prepričanje, da so semena najbolj pekoč del čilija, ampak to v bistvu ni res. Kot smo videli z lupo, so najbolj pekoči deli na placenti, to je tkivo, na katero so pritrjena semena, torej v teh oljnih mehurjih v bistvu se nahajajo sami kapsaicinoidi. Najbolj pekoč čili, kar smo jih kdaj analizirali, je bil Carolina Reaper, ki ima nekje 2,2 milijona Scovillejevih enot. Mogoče za primerjavo, za boljši občutek, torej Tabasco, ki je najbolj znana pekoča omaka, ima približno 8000 Scovillejevih enot. Načeloma se čili predvsem uporablja za predelavo, ne toliko za svež konzum, zato ker enostavno niso užitni. Svoje raziskovalno delo obožujem, je inovativno, novo, dejansko v Sloveniji se nihče ni raziskovalno ukvarjal s čili toliko natančno kot se jaz. Glede na popularnost čilijev v Sloveniji bi si želel, da iz raziskav vzamejo ljudje predvsem znanje glede tega, katere snovi so dejansko odgovorne za ta pekoč občutek, da tudi če nas peče, ni nič narobe, potem, da imamo ogromno pozitivnih zdravstvenih učinkov zaradi kapsaicinoidov in tudi, da si lažje izberejo sorto, ki je njim najbolj ustrezna za mogoče domačo pridelavo. Ljudem bi priporočal, naj si pridelajo čilije, ki so za njih najbolj primerni, torej ne saditi tistih, ki imajo visoke vsebnosti kapsaicinoidov, ker so predvsem mišljeni za farmacijo in pa druge industrije, ne toliko za konzum ljudi. Sama pekočina ponavadi mine v roku pol ure, 1 ure, če pojemo res najbolj pekoč čili. Zdaj vedno so možne nekakšne alergijske reakcije, takrat pa pač moramo obiskati zdravnika.